Miha, ali sem jaz potencial ali naslednik? Pa kaj je sploh ključna pozicija? To je moja, kaj ne? Počakaj, Janez, pravzaprav tudi sam nisem povsem prepričan, kakšna je razlika. Pri delu s potenciali in nasledniki se pogosto pojavljajo izrazi, ki delujejo dvoumno. Poglejmo, kaj posamezni pojmi zares pomenijo. Najprej ločimo delovno mesto in ključno delovno pozicijo. Za delovno mesto se šteje poimenovanje delovnega mesta, na primer podsekretar ali višji svetovalec. To poimenovanje je praviloma splošno in se pojavlja na več organih. Ključna delovna pozicija pa je kombinacija delovnega mesta in konkretne vsebine dela. Na primer, podsekretar, ki vodi projekt prenove kompetenčnega modela in vpeljave na organe. To je pozicija, ki ima strateški ali odločilen vpliv na delovanje organa. Toda ključne delovne pozicije ne smemo povezovati z osebo, ki je trenutno na njej. Ključnih delovnih pozicij je idealno med 5 in 10% vseh pozicij v organu. Ključnost presojamo po 4 kriterijih. Poglejmo jih. Prvič, povezanost s strateškimi cilji. Ali je pozicija neposredno povezana s poslanstvom organa in njegovimi dolgoročnimi cilji? Drugič, sistemski vpliv na deležnike. Ali je pozicija osrednje vozlišče, skozi katero potekajo ključni procesi in odločitve? Tretjič, odvisnost od posameznika. Ali je uspešnost na tej poziciji v veliki meri odvisna od konkretne osebe, ki jo zaseda? In četrtič, nezamenljivost pozicije. Ali nosilec razpolaga s specifičnimi znanji in izkušnjami, ki jih je težko nadomestiti, bodisi znotraj organa, bodisi na trgu dela. Zdaj pa poglejmo, kaj pomenita pojma potencial in naslednik. Potencial je zaposleni, pri katerem prepoznamo sposobnosti, motivacijo in razvojne možnosti za opravljanje nalog na zahtevnejših strokovnih ali vodstvenih delovnih mestih v prihodnosti. Vendar to ne pomeni, da je že pripravljen na novo vlogo. Pomeni, da ima možnosti, da se v to smer učinkovito razvije. Torej, ko rečemo, da je nekdo potencial, to ni nagrada, je zaveza k trdemu razvojnemu delu. Točno tako. Gre za vzajemno sodelovanje, zaposleni vlaga energijo v razvoj, organ pa mu omogoča razvojne priložnosti. Naslednik pa je zaposleni, ki je prepoznan kot možen kandidat za prevzem ciljnega delovnega mesta v prihodnosti. Je že relativno blizu temu, da bi prevzel določeno vlogo, ko se ta sprosti. Torej, vsak naslednik je bil lahko prej potencial, a ni nujno. In vsak potencial ne bo nujno postal naslednik. Odvisno je od njegovega razvoja, motivacije in potreb organa. Povzemimo. Zdaj pa razumem. Jaz sem potencial za dobro vzdušje v pisarni. Janez, tudi krepitev dobrega vzdušja je kompetenca, ampak v tem postopku gre za strateški razvoj kadrov, da bodo pravočasno pripravljeni na spremembe in razvojne izzive prihodnosti.